Reprezentanca do 19. leta je kvalifikacija za prihodnje evropsko prvenstvo, ki ga bo gostila Gruzija, končala na 3. mestu v svoji skupini. Na oktobrskem turnirju na Češkem je bila na ključni prvi tekmi na pragu zmage proti evropskim prvakom Francozom, a je v sodniškem dodatku prejela gol za izenačenje. Ta zmaga nad Francozi bi nam veliko pomenila, praktično bi bliže v naslednjem krogu. Spustili smo iz rok, to se nam ne bi smelo zgoditi. Kar se tiče fantov, pa lahko so ponosni, da so enakovredno odigrali s tekmicem, ki je prepričljivo osvojil evropski naslov. V drugem krogu turnirja je nato Slovenija z minimalnih 2:1 izgubila z gostitelji Čehi in po remiju s Francozi je bila to še ena odločilna tekma za napredovanje v spomladanski elitni del kvalifikacij. Potrebovali smo pozitiven rezultat in tekmo tudi zelo dobro odprli s tem zadetkom Novaka. Vendar domačin je bil dober predvsem v skoku in prav na prekinitvah nismo bili najboljši in tako se nekako rezultat obrnil v njihovo prid. Pa tudi poraz Čehi še ni odnesel vseh upov, le da so imeli po tekmi zadnjega kroga, ko so varovanci Igorja Benedejčiča visoko odpravili Estonijo, vse niti igre v rokah Francozi in Čehi. A tudi tu se ni išlo, vseeno pa obetavne predstave naših nogometnih upov. Kar me najbolj veseli za selektorja, naredili smo napredek v sami igri, predvsem v fazi napada, kjer smo imeli veliko rezerv, kajti če pogledamo na evropskem prvenstvu, nam ni uspelo zadeti, da bi dosegli zadetek, tukaj pa smo bili v vseh tekmah uspešni. Reprezentanca do 19. leta je žal ostala brez novih 3 močnih tekem v spomladanskem kvalifikacijskem terminu. Seveda pa ni nobenega dvoma, da je tudi v tej selekciji iskati bodoče članske reprezentante. Gre za zelo nadarjeno generacijo in mislim, da tudi mi na zvezi kot klubi jim moramo omogočiti čim boljše pogoje za njihov nadaljnji razvoj. Imamo neko osnovo zagraditi reprezentanco novo v 21 in siguren sem, da so tukaj tudi imena, ki bojo en dan igrali v A reprezentanci, vendar ne bi jih izpostavil, ker vse skupaj smo dosegli kot ekipa in zato jih ne bi rad izpostavil. Evropska prvenstva reprezentanc do 19. leta so vsako leto. Obetavna generacija bo torej kmalu imela nove tekmovalne priložnosti za dokazovanje in merjenje moči z evropskimi vrstniki, katerim se v vseh pogledih vztrajno približujejo, nekaterim so pa vsem enakovredni, vse več je reprezentanc, katere tudi prekašajo.